Na Ljubljanski 31 požar zabojnika za smeti. Že kot otrok sem rad spremljal gasilce na raznih vajah, posebej so mi všeč ta vozila bila, ko so piskala pa vriskala. V poklicni gasilski enoti Celje sem od leta 1999, to je dobrih, zdaj poteka že 16. leto, kar sem zaposlen. Izkušnje so takšne, vedno sem bil zadovoljen, ko smo neko zadevo z kolegi opravili z odliko, rešili kako življenje, preprečili kako še večjo katastrofo in vedno, ko smo se domov vračali v enoto, sem bil ponosen na sebe in na svoje kolege, da smo to opravili tako za tisto, kar smo pač naše poslanstvo. No, vsekakor so pa težje intervencije, te posebne naravne katastrofe, poplave, ene izmed težjih intervencij, kjer je treba v deroči vodi reševati ujete osebe, pa seveda tudi kakšne cestno-prometne nesreče, kjer so pač udeleženi otroci. Tam ti mogoče malo bolj začne adrenalin naraščati. Gasilci se srečujemo s takim delom, se pravi, da smo vedno malo ogroženi, ker to je le reševanje iz višin, globin, vode, tehnični posegi, ogenj, vse zadnje. Pa jaz ne bi rekel, da nas ni nikoli strah, mislim, sigurno se srečaš v vsaki težki intervenciji, lahko situacijo, kjer te je strah, ampak ker si pač toliko usposobljen za te stvari, pač rešiš to stvar brez posledic za tebe, pa za seveda tistega, ki ga rešuješ. Jaz sem v bistvu na vse te stvari ponosen, pa zdaj ali to rešena mačka iz drevesa, ali pa, ne vem, človek iz goreče hiše, tako da v bistvu vsaka intervencija ima nek rezultat pozitiven, Mi imamo v Sloveniji nekaj nad 600 poklicnih gasilcev in so večinoma zaposleni v 13 poklicnih gasilskih enotah, ki so po večjih mestih. Imamo pa poleg tega še nekaj poklicnih gasilcev, ki so pa zaposleni tudi v določenih podjetjih, v določenih tovarnah, kjer je pač neka določena večja ogroženost in morajo pač tam biti. Zdaj, pogoji za poklicnega gasilca so dokaj strogi, ker je to poklic, ki zahteva maksimalno psihično in fizično pripravljenost. Usposabljanje za poklic gasilca izvaja gasilska šola v Ljubljani na Igu in traja 6 mesecev. In tam je to praktično in teoretično usposabljanje. Se pravi, vse vrste reševanja, ki so pač mogoča. Se pravi, gašenje požarov, reševanje na vodi in iz vode, reševanje pri prometnih nesrečah, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, pa na avtocestah, v tunelih in tako naprej. Vse ta paleta reševanj morajo dati skozi. Torej, morajo spoznati vso možno opremo, ki jo uporabljajo za ta reševanje in pa vse taktično-tehnične postopke in to strokovno znanje morajo osvojiti.
Oprema se je v zadnjih 20 letih zelo razvila in je tudi, bom rekel, zelo avtomatizirana in zelo draga. In gasilci se vedno usposabljajo za to opremo in da so na intervencijah pripravljeni. Mi imamo v Celju 18 vozil, tudi 2 čolna za reševanje na vodi in iz vode. Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev določa, da mora kandidat med drugim opraviti preiskavo sluha s šepetom in audiogramom. Ker je varnost na prvem mestu, osebe z okvaro sluha gasilstva ne morejo opravljati kot poklic. Konkreten primer požar v nekem gospodarskem poslopju. Gasilec gasi in se določeni zvoki pojavljajo, da se bo ostrešje zrušilo na njega. In naglušna oseba bi to težko slišala in bi bila v večji nevarnosti in mi ne bi upali pravzaprav poslati takega človeka v tako nalogo. V primeru, da bi poklicni gasilec pri svojem delu izgubil ali poškodoval sluh, bi ga premestili na drugo delovno mesto, na primer v servisno delavnico. Sicer pa se lahko osebe z okvaro sluha vključijo v eno izmed 1348 prostovoljnih gasilskih društev, v katerih deluje več kot 150 000 članov. Ja, gasilci delajo non-stop, se pravi ne samo 24 ur, pač pa tudi 365 dni na leto. Se pravi, tukaj ni praznikov, tukaj ni nedelj, tukaj ni noči, vedno so prisotni, delajo v 4 izmenah in sicer na tako imenovani ruski turnus. Se pravi, 12 ur delajo, potem pa so prosti oziroma jih zamenjajo druge izmene. V poklicni gasilski enoti Celje smo pred dobrimi 4 leti zaposlili tudi prvo poklicno gasilko v Sloveniji. Kajti gasilke imajo celo prednost pri nekaterih določenih intervencijah. Recimo, lažje se približajo otroku, ki je ogrožen in poškodovan, v nekaterih primerih tudi ženskam in tako naprej. Tudi število intervencij je v zadnjih letih zelo raslo. Tamle leta 2000 smo imeli komaj nekaj več kot 100 intervencij, lansko leto smo prišli že na 750 intervencij v enem letu. Največje intervencij v prometnih nesrečah, je pa tudi kar nekaj požarov, reševali smo psa iz strehe, rešujemo včasih tudi kakšne muce, ki pobegnejo kam. Potem tudi kače smo že imeli v stanovanju, smo reševali, in pa legvana na stolpnici. In kako lahko gasilce na pomoč pokličejo gluhi? Torej v Sloveniji je pač en tak sistem uveden, kjer imamo tako imenovane regijske centre za obveščanje in na teh centrih se pravzaprav preko številke 112 zbirajo vsi klici vseh tistih, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč, bodi si, da se gre za požare, bodi si, da se gre za kakršnokoli tudi medicinsko pomoč, gluhi pač pokličejo s pomočjo SMS-a. Na centrih imajo sedaj v zadnjih letih to tehnologijo že usposobljeno, tudi operaterji so usposobljeni in imeli smo tudi že primer, se spomnim, v lanskem letu, ko je gluhi pač s pomočjo SMS-a poklical pomoč za en požar. Tako da to zdaj funkcionira. Za vsakršno pomoč, zdravniško, policijsko ali gasilsko, na številko 112 pošljite SMS s poročilom, kaj in kje se dogaja ter koliko je poškodovanih. Sem prepričan, da gasilci smo cenjen poklic. Konec koncev je bila lansko leto tudi neka anketa, kjer so gasilci dobili največjo stopnjo zaupanja ljudi, ker prvič tisti, ki so bili kakorkoli kdaj potrebni gasilske pomoči, vejo, kaj to pomeni in znajo to ceniti.